Pozdravljeni, z mano je Urška Fartelj, ustanoviteljica kulinaričnega bloga 220 stopinj Poševno, ki je prerasel v spletno mesto. Pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Smo prestali čas karantene, v tem času smo Slovenci veliko kuhali. S tem namenom smo vas tudi povabili danes v ta kratek pogovor, ker se je namreč, nekje smo zasledili, vaša knjiga pojavila med uspešnicami, ki so bile najbolj prodajane v tem času. Kaj pravite na to? Jaz sem zelo vesela, da je tako. Knjiga je bila izdana pred letom in pol in običajno imajo knjige rok, oziroma da se najbolj prodajajo tam prvi mesec. Tale moja knjiga je bila razprodana že v enem mesecu. Tako da je po dobrem mesecu bil že prvi ponatis. Ravno kar se pripravlja spet nov ponatis knjige. In sem zelo vesela, da kljub temu, da je knjiga zunaj že leto in pol, da je spet pristala na prvem mestu oziroma je bila najbolj prodajana knjiga v času karantene. To pomeni verjetno, da radi kuhamo oziroma da smo radi kuhali v karanteni. Menite, da smo kuhali več, kot smo kuhali pred karanteno? Po reakcijah mojih bralcev oziroma sledilcev, potem, ko so mi pošiljali fotografije, kaj so kuhali, in tudi, če gledam obiskanost 220 stopinj Poševno, torej moje strani, lahko povem, da smo zelo veliko kuhali, predvsem smo zelo veliko kruha spekli. Vsak dan je prišlo vsaj približno 20-30 različnih fotografij kruha. Na blogu oziroma spletno mesto je pa obiskalo več kot 1,5 milijona obiskovalcev na mesec. Tako da smo kuhali. Ja, smo kuhali veliko. Kako ste se pa vi znašli v tem času karantene? Kot družina, vi osebno? Mi smo v 220 stopinj Poševno vpleteni vsi. Tako da vsi skupaj mi pomaga, oziroma družina mi pomaga pri pripravi receptov, potem pri fotografiranju, ker je potem lepo, če je več rok na kakšni fotografiji. Mož mi pomaga pri snemanju oddaj, torej ko snemava video recepte, en sam ne more, en more kuhati, drug more snemati. Tako da smo vpleteni vsi. Delali smo več v karanteni kot običajno, ker s tem, ko se je povečalo povpraševanje po receptih, se je povečalo tudi strani bralcev, obiskovalcev, se je povečalo tudi povpraševanje podjetij, da jim pripravim različne recepte, tako da smo v karanteni veliko delali. Kaj ste skuhali največkrat? Glede na mojo službo, bom rekla, da kuhamo mi vsak dan nekaj drugega, ker skoraj vsak dan pripravljam kakšen nov recept. To pomeni, da jemo raznoliko, da se jedi pri nas skoraj ne ponavljajo. Drugače kuhamo pa, kaj se ponavlja? Ponavljajo se perutničke na žaru, potem radi eksperimentiramo, oziroma jaz rada preizkušam nove recepte za kruh, ker kruh je zdaj popularen. Potem itak tiste juhice, goveja juha, hladno je bilo, tako da tega je največ. Drugače pa vsi smo navajeni, da vsak dan nekaj novega ali drugačnega kuhamo in jemo. Tudi na vaši spletni strani, pa na vaših ostalih profilih je zaznati, da ste tudi zelo osredotočeni oziroma namenjate veliko pozornosti samooskrbi. O tem se je sedaj tudi veliko govorilo, pač čas karantene je prinesel pomisleke glede pomanjkanja hrane. Kaj menite oziroma kaj pravite na to? Kar se tiče samooskrbe, lahko rečem, da smo samooskrbljeni z zelenjavo in pa z veliko sadja. Namreč pri očetu imamo velik vrt, jaz imam tudi eno malo visoko gredico, ki jo obdelujem. Tako da imamo skozi celo zimo zelenjavo, solato predvsem. Jaz imam namreč bolezen, fibromialgijo, kar pomeni, da ne smem jesti kupljene zelenjave oziroma sadja, ker je tretirano z raznimi škropivi strupi in mi potem negativno vpliva na telo, pomeni, da imam močne bolečine. In zaradi tega
smo bili prisiljeni povečati vrt oziroma pridelovati čim več domače zelenjave. Tako da mi po zimi ne kupujemo solate oziroma zelenjave in se poskušamo prehranjevati potem s tistim, kar pridelamo čez celo leto, shranimo. Zato mogoče lahko tudi namignem, da v naslednji knjigi, ki bo izšla, bo veliko receptov, kako shraniti določene sestavine, da jih lahko potem imamo čez celo leto. Tako da ja, mislim, da bo samooskrba v prihodnje zelo potrebna oziroma bo veliko pomenila, vsaj tistim, ki se radi prehranjujejo zdravo. Velikokrat me pa pri mojem delu vprašajo, kje vzamemo čas za vse to, ne? Ker jaz, ko povem, da je lepo, da smo samo oskrbljeni z vsem tem, ja, pa nimam časa, pa kruh. Če se dobro organiziramo, se vedno najde čas. Če pa je še tukaj bolezen, pa si prisiljen kuhati, potem pa še toliko bolj. Moj blog 220 stopinj Poševno oziroma spletno mesto je nastalo ravno zaradi tega, ker sem morala začeti kuhati zaradi otroka. Tudi jaz prej nisem nikoli kuhala, nisem vedela kuhati, ampak ko dobi otrok alergije, intolerance, potem si prisiljen kuhati, zapisati in evo, to je to. Dosti potujete oziroma zasledila sem, da radi potujete. Ko potujete, katero hrano najraje jeste takrat? Potujemo mogoče zadnje leto, zadnji 2 leti, prej nismo veliko potovali. Zdaj pa potujemo predvsem po mestih, ki so kulinarično zanimiva. Vsi smo doma gurmani, tudi otroka, in radi preizkušamo tiste lokalne jedi, predvsem pa njihove sestavine, tako da vedno z kakšnega dopusta privlečemo kufer ali 2 jedi, sestavin, loncev, piskrov. Torej, radi jemo nove stvari, radi preizkušamo na dopustih, da potem lahko jaz vnesem te okuse, spomine. Jaz vedno rečem žmaj, ne? Žmaj je tisti, ki nas prepriča, jed mora biti žmajna, da poskušam potem to vnesti v moje kreacije, recepte, jedi. Tako da ja, radi obiskujem, ne bom rekla, da radi obiskujemo gostilne na dopustih, ampak tiste lokalne, domače, pristne, male gostilnice in pa tržnice. Tržnice so pa tiste, ki jih moramo v vsakem mestu obiskati. Vseeno pa zelo radi pripravljate prekmurske domače jedi. Vam je ljubezen do prekmurskih jedi še posebej ljuba? Ja, itak. Ko se enkrat Prekmurec s srcem v kulinariki, potem ti to tudi ostane. Čeprav rada kaj dodam v prekmurske jedi, še vedno ostajam zvesta tistemu pristnemu okusu. Velikokrat mi moji naročniki pravijo, da je malo bolj moderno naredi neko, ne vem, prekmursko gibanico ali bograč. Enostavno ne moreš narediti ne vem, prekmursko gibanico v kozarcu, lahko narediš z enakimi sestavinami, ampak sem mnenja, da je potem ne moreš poimenovati prekmurska gibanica, ker tiste osnove morajo ostati. Pa ne zaradi nas, ki smo zdaj tukaj, ampak za vse tiste, ki prihajajo šele za nami. Ker če vtipkamo, ne vem, na splet prekmurska gibanica ali bograč, bomo dobili, ne vem, 5000 različnih zadetkov, receptov in potem zanamci ne bodo vedeli, kateri je pristen. Zato jaz vedno rada poudarim, to je originalni recept, če pa kaj spremenim, pa potem napišem, zakaj in kako. Tako da mi je pomembno, da prekmurske jedi ostanejo oziroma da ohranijo tisti pristen žmaj. Pa vsi se radi spominjamo okusa iz otroštva, ne, ko so nam jih kuhale mame, babice. Tako da to nas, vsaj mene, to drži. Ostaja nekje zadaj in potem tudi, ko pripravljam druge jedi, pa je mogoče, bi lahko malo bolj eksperimentirala, ampak še vedno hočem tisto pristno prekmursko žmajnost. Moj občutek, ko sem prebirala komentarje pod recepti posebej prekmurskih jedi,
je, da tudi ostala Slovenija zdaj nekako drugače gleda na prekmursko kulinariko in jo tudi poizkuša. Tudi sami probajo pripraviti prekmurske jedi in začutiti ta pristen okus. Je to res? Ja, je. Moji sledilci, bralci vedo, da sem Prekmurka in da če iščejo kakšen prekmurski recept, najprej pogledajo na mojo stran, če je že objavljen. Če še ni objavljen, potem mi že pišejo, kaj bi lahko to pripravila. Tako da ja, jaz sem vesela, da je temu tako, ker recimo jaz bi težko pripravila recept za žlikrofe. Jaz ga lahko pripravim, ampak ne poznam tistega pristnega okusa in se mi potem zdi nekako, ne vem, da bi razvrednotila jed. In potem imam enak občutek, če bi nekdo, ne vem, na drugem koncu, ki nima korenine, ki ni nikoli okusil tistega pristnega prekmurskega bograča, ko smo ga jedli kot otroci, ko so ga pripravljale naše babice, da bi on težko pripravil ta recept. In meni se zdi, da je prav, da ohranimo to pristnost in da to tudi razložimo v receptu, ker recept niso samo sestavine in navodilo za pripravo, ampak da mu podamo še neko zgodbo, torej neko več. Se strinjate, da je tudi to nek način ohranjanja prekmurske tradicije, prekmurske kulture? Seveda, jaz sem zelo vesela, da je temu tako. Recimo, prejšnji mesec je tale kulinarični šef, svetovno znan šef Rudolf van Veen, pripravil prekmursko gibanico po mojem receptu in seveda so me vsi novinarji spraševali, kako je izgledalo. In moram povedati, da je bil eden zelo redkih, ki me je kontaktiral in je vprašal, oziroma kje lahko dobi mak oziroma kaj naj naredi, ker pri njih ne poznajo mletega maka. In potem že samo kako pravilno zmleti mak, da bo pravilno delčke mu razložiti, je bilo meni misija skoraj nemogoče. Imam stemlinčke za kavo, ne vem, ker oni poznajo sesekljalnik in potem moraš malo se znajti, da mu razložiš. In pa skuto recimo, ker ne poznajo skute, kot jo imamo mi. In potem tudi razložiti, ker tudi v angleščini vse skute niso enake kot pri nas. In sva potem po fotografijah, ko sem mu jih pošiljala, probala vsaj približati, kaj mora uporabiti. Poleg tega pa je šef Rudolf natančno pregledal recepte, vse moje, in je opazil celo, da je na spletu in pa video recept, ki sem ga objavila, ena finta. Namreč v video receptu sem uporabila vino, s katerim sem osočila mak, in me je vprašal, kaj je zdaj to, zakaj. In potem sva se tudi pogovarjala, kako in kaj, in se mi zdi prav, da preden je šel nekaj, ne bom rekla prekopirati, ampak pripraviti po nekem drugem receptu, da se je prepričal, da bo res pravilne sestavine izbral, pravilno tehniko, da ne bo prišel ven nek zmazek. In po slikah sodeč, ko sem videla njegovo prekmursko gibanico, moram povedati, da je bila veliko boljša kot pa marsikatera druga, ki so jo pripravili v Sloveniji. Sicer je bila malce manj pečena po slikah sodeč, pa plasti niso bile vse ravne, ampak za enega tujca perfektna. Kaj pa vi kot Urška Fartelj najraje jeste? Joj, kaj najraje jem? Jaz to težko rečem. Odvisno od letnega časa, torej odvisno od tega, kaj je trenutno na voljo. Trenutno so to jagode, ker začnejo zoreti, prej so bili šparglji, torej vedno, ko je kaj nove, jaz rada grem v naravo in nabiram. Predvsem tisto, kar nam nudi gozd, kar nam nudi narava, ne vem, mesec dni nazaj je bil to čemaž, jaz rada jem torej sezonsko. Ker nekako mi telo prav prosi, da tisto svežo zelenjavo, se mi zdi, da je najboljša, ima največ vitaminov in to je moja najljubša hrana. Torej vedno nekaj svežega, sezonskega. Če bi pa mogla izpostaviti neko jed, ok, bograč imamo vsi radi, prekmursko gibanico imamo vsi radi, ampak to ne moremo jesti vsak teden, niti vsak mesec. Tako da težko bi izpostavila kaj. Poleg tega, poleg moje službe, ko je vsak dan treba, še moja 2 otroka bi težko povedala, ker sta taka gurmana in me vsak dan sprašujete, mama, kaj bomo danes jedli? Ne vem še. Kaj pa najraje počnete, ko ne kuhate?
Kaj najraje počnem, ko ne kuham? Se skozi kuha. Ne, nisem skozi za štedilnikom, ne kuham skozi, ampak rada si pogledam kakšen film ali pa serijo, to pa samo zato, da odmaknem vse tiste misli. Ker ko jaz ne kuham, vedno ali kreiram jedi, ali sestavljam recepte, ali pa odgovarjam na 1000 vprašanj, ki mi jih zastavijo moji sledilci oziroma Facebook uporabniki na blogu, na Instagramu. Tako da že samo to odgovarjanje mi vzame v povprečju 3 do 4 ure na dan, skoraj pol šihta, pol delovnega časa. Tako da mi res tistega prostega časa zelo malo ostane. Tako da moje delo je v bistvu 24 ur, ker včasih se tudi ob 10, ob 11 zvečer najde nekdo, da Urška, prosim te, hitro mi povej, meni vse teče, nekaj sem narobe naredila, kaj je narobe, ne? In če hočeš, da ti potem sledijo ljudje, da ti zaupajo, je prvo pravilo, da mu pomagaš. Če mu ne pomagaš, ga pustiš, njemu ne uspe, se ne bo več vrnil, ne? In verjetno je to, ne vem, potem pot do uspeha. Še za konec, mogoče omenili ste, da pripravljate novo knjigo. Kdaj bo prišla na police? Ja, ves material je že oddan. Priti bi morala že ven, oziroma biti izdana, ampak v tem korona času tudi mladinska knjiga, vse je zaprto. Tako da, evo, zdaj se začne pomikati, tako da se začne, avgusta bi naj bila natisnjena, ampak samo vam zaupam, jeseni. Torej, tam nekje septembra, oktobra, spet tik pred knjižnim sejmom, so se odločili, da bodo vseeno najboljše, da bodo predstavili na jesen, da jo potem lahko tudi lažje predstavimo in tudi glede na vsebino, ki je v knjigi, torej zajemala bo vse letne čase, nanašala se bo na prvo knjigo. Torej, če še nimate prve knjige, če hočete drugo knjigo, ste mogli imeti tudi prvo knjigo. Tako da ja, tam iz septembra, oktobra nekje bo prišla in je že komaj čakam. Najlepša hvala za odziv na povabilo in seveda veliko uspeha v kuhinji in tudi pri prodaji nove knjige. Najlepša hvala vam in povabljeni v spletno mesto 220 stopinj Poševno.